Dobrodošli v Šokastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi pevec, ki je pri 12 letih, to sem prebrala na spletu, osvojil naslov Prvi glas Gorenjske. Nekoč je stal na odru celo slavnim Robijem Williamsom. Do srca je segel Severini in na svoj radar ga je dobila tudi Ceca. Mano je glasbenik in umetnik, ustvarjalec David Amaro. Wow, lepo pozdravljen. Hvala, ampak ne, nisem drugač zmagal na prvem glasu Gorenjske. Nisi? Ne vem, če se piše kakšna zmaga pod mojimi... To na Wikipediji namreč piše, tako simpatično je bilo Prvi glas Gorenjske. Ne, bil sem pa tretji. Aha, ok. Tretji, po mnenju občinstva, takrat se spomnim, to je bilo moje prvo pojavljanje. In v publiki sta bila samo moja mami pa moj oči. In je bilo to tako, wow, kako sem lahko kar tretji po mnenju občinstva. Ampak že takrat sem očitno občinstvo tako, imel rado. Si že od malega tako rad nastopal, se izpostavljal? Zelo. Nisem pa imel nobenega v družini, ki bi mi lahko, ne vem, ali pomagal, ali mi dal neko popotnico, da bi šel v ta svet, pa sem jo moral sam najti, tako kot to. Prvi glas Gorenjske, ki sem se potem pri 12 prijavil. Moja mami pa ni glih vedela, je to pametna odločitev ali ne, ker ona ni vedela, jaz znam pet ali ne. Ni bilo jasno. Nisi doma prej nikoli povadil, pa nastopal? Sem, kaj pa je ona vedela, ne. Kdo pa je v družini potem bil tisti, odkje si podedval ta gen za nastopanje? Kakšna teta, babica, stric? Mislim, da moja pokojna baba Smilja je rada pela. To je vse po očevi strani, pa tudi moj dedi, ko smo mi prišli v Bosno k njim na opisk, je vedno z mojimi strici prepeval katen kvartetno, te močne Balkane. Torej imaš malo korenin. Mam sem pa edini, ki sem šel v to bolj resno in sem začel to eno novo verigo družine Dekič. S tem se bo še vrnila, ne, že dvakrat si spremenil ime. Ampak najprej za začetek vsakega gosta prosim, da prinese s seboj 3 predmete, ki ga nekako predstavljajo. Kaj si danes prinesel? Zanimive stvari vidim. Ti povem, čakaj, najprej začela s tem. Kopalke, zato ker jaz pa res zelo rad morje, poletje, rojen sem avgusta, lev sem po horoskopu in sonce me spremeni, mi da neko čist drugačno energijo, najbolj pa morje. Potem ti tele mrzle temperature? Ne. Res ne, in sploh, ko gremo v morje, sprav razmišljal sem, kaj pa bom rekel, kar se tega tiče, in sem tako, David, spomnim se, ko greš v morje in plavaš, in je tako nič. Svoboden. Ja, in je tako nič, tako takrat sem najbolj prav srečen, to je moja največja sreča. Ne vem zakaj, mislim, da sem v prejšnjem življenju bil riba. Aha. Zdaj si pa lev. Zdaj sem pa lev. Torej odštevaš do poletja, že nestrpno. Ali bo že prej kam šel v tople kraje? Mislim, da imamo točno 158 dni. Nekateri do Božiča, ti pa do prvega poletnega dne. Ker neki časa bomo še morali počakati do tega poletnega dne, ampak jaz res komi čakam. 21. junij je ta prvi poletni dan. Takrat ti zaživiš. Jaz že zagrabim prej. Grem že marca, takoj ko je prvo sonce, jaz grem proti Hrvaški in tudi če samo noge umakam v morju, je čisto v redu. Tako pomiri. Morje sem jaz. Super. Tako, to je ta prva. Ok. Zdaj, kaj pa, bomo kaj kuhali, to ni kuharsko daja, da bomo zorili. To sem se zdaj, ko sem šel, da bom zagrabil, ne, sem se najbolj zelo vsebno smejil temu, ker nisem smo pomislil, jaz sem vzel sabo lonc, potem, ko sem imel nek debakl v oddaji Ribaraca rak, ker sem kuhal in ni bilo najbolj uspešno, ampak lonc take veličine, lahko bi še večjega vzel, ampak sem rekel, dobro, ne bom zdaj s takim največjim loncem tu. Ravno mi je mami dala sarme v ta lonc in to je lonc, ki mi ga ona vedno daje s sarmami za domov in po Božiču je valjda ta stvar bila pri meni, ravno včeraj sem jih pojedel, 2 dni nazaj. In karkoli, kar me spominjala moja mami, mi je lepo. Ker se mi zdi, da starejši, ko sem,
vedno bolj ta povezava s starši. Mislim, da je to nasplošno. No? Je starejši, ki si je povezava s starši vedno bolj močna. In z mojo mami sigurno. In je tale lonc moja mama danes. Ne? In njene sarme so najboljše. In njene sarme so najboljše. Ko si omenil novo leto, imaš kakšne novoletne zaobljube zdaj januarja? Se greš ta šport? Ma ne grem vse. Ne grem vse, ker mislim, da jaz nas že tako nasplošno dajem ogromno pritiska v življenju, da bi zdaj še šel se teh iger. Ne. Ma pa še eno stvar, to so pa slušalke, ki so že zelo poke. Ampak imam jih kar nekaj slušalk, ker jih stalno izgubljam. Zato se ne grem igre tistih dragih slušalk, brezžičnih sem jih imel, pa sem jih tudi že izgubil. Ampak ne grem nikamor brez slušalk. Vse pesmi, ki sem jih pisal, so bile narejene v svojem svetu. Tako kot sem mogoče v svojem svetu v morju, sem tudi tako slušalke dam gor in izklopim vse. Česar ni, jaz in glasba, tisto, kar me je najbolj pomembno, in slušalke so od malega z mano. Že ko sem šel z avtobusom v šolo, v srednjo in tako naprej, sem vedno imel. To je bil moj svet. Tako da slušalke so po mojem najbolj pomembna stvar od teh treh. Res. To je to. Glasba te zaznamuje. Čakaj, zdaj bova dala tole. Ja, takole nazaj. Se pa zelo lepo barvno ujema. Še z mano nekako, se pa navadi se v življenju tako zgodi, da pol nepredvidljive stvari se kar poklopijo. No, naprej sva omenila, že 2 priimka si zamenjal, oziroma 3. Ta je 3, oziroma umetniško ime. To verjetno ne spreminjaš v dokumentih. Ne. Ampak sem razmišljal, da bi si mogoče, ampak sem bil tako maka, pa vem. Včasih je pa lepo, da kdo tudi ne ve. Če sem po telefonu KK in rečem David Dekič tukaj in tako ne vejo. Ne? Ja. Če kaj, kakšna neprijetnost. Vmes si bil pa David Grom, ne? Takrat te je v bistvu širša Slovenija spoznala. Kdo ti je pa to ime določil umetniško? Takratna založba, bolj natančno, jaz sem delal kot 12. do 19. leta pod Gong Records in takrat sta bila menedžer Miki Šarac je bil takrat moj menedžer. In Tanja Žagar ti je pisala tekste. Tako, ja. V bistvu sta mi one dva dala to ime. Pa vse je bilo dobro ime, I guess, ne. Mislim, je bilo v redu ime. Zdaj jaz se s tem imenom ne poistovetim že kar nekaj časa. Všeč mi je tudi, da imam neke sklope svojega življenja. To je bil David Grom, David Dekič, David Amaro, ne. In lahko malo jih popredalčkam, ne. Ampak takrat sem že nekako začel bolj resno jemati ta posel, ne, v 12 letih že in spremenil ime v David Grom, ker se je bolj atraktivno slišal kot David Dekič. Sem pa zanimivo zadnjič v enem intervjuju poslušala, da se David Amaro zgleduje po Davidu Gromu, da si kdaj rečeš, wow, le kako je bil samozavesten. V bistvu se David Amaro najbolj zgleduje po Davidu Dekiču, preden je postal David Grom. Tako. Torej, ko sem začenjal, nisem še imel umetniškega imena, tistih nekaj prvo leto. Ker je to res tako, ne. Vedno starejši, ker sem tudi dojel, kako je mali David najbolj vedel, kaj hoče, ne. In to je zelo zanimivo, ker če se mi vsi malo vrnemo v naša otroštva, jaz se največkrat vrnem v to in pomislim na to, kaj sem jaz takrat razmišljal. In jaz sem si takrat že vse predstavljal, kaj hočem, kako nočem, kdo sem, kaj nisem. Ampak pa z leti ti pa nekako družba da misel, da to, kar ti itak že kot otrok sam veš pri sebi, da ni v redu, ne. In se zelo, tega se kar držim, da je moj največji vzor David Dekič, mali, ki samo poje, ker pač poje. Kje pa si se vmes izgubil? A si zanaliziral te trenutke? Kjeri so bili tisti ključni, ko si izgubil ta fokus, kaj si želiš? Ta scena pograbila okolica, selitev? Ne vem, če je to, da sem izgubil jaz, kot pa da morda ti samo okolica sama, družba, da misliti, da ni v redu, da imaš nek cilj, ne?
da veš, kaj hočeš in da veš, kdo si, ampak da v bistvu moraš biti vedno nekaj drugega kot tisto, kar si. V bistvu je bila samo stalna borba s tem. In sem jaz vedno morda iskal to neko svoje mesto, dokler nisem dojel, da moje mesto je v bistvu tam, kjer sem jaz že vedel, da je pri 12 letih. Si se mogel samo vrniti k sebi. Sam vrniti se moraš, na koncu se vedno človek vrne. Veš, to pa tudi tako, vrneš se tudi, ko greš domov, k svojim staršem domov na Sarmo. Kot si prej omenil, ne, vez z mamo je vedno močnejša. Vedno je. In jaz sem glih včeraj sem se pogovarjal z nekom in sem bil tako, če bi bil zdaj konc sveta, jutri, kako bi zdaj bilo to, ne? S kom bi jaz zdaj preživel? Ja. Verjetno bi se cela moja družina spet zbrala, pa sta moja dva ločena, pa mojega brata tudi kar nekaj časa nisem videl in tako vsi smo nekje, verjetno bi se vsi zbrali in na koncu se vedno človek vrne v svoj pristan. Ne? In jaz sem se samo s tem, ko vzemam svojega malega Davida za vzor, se samo vračam v nek svoj pristan, ki bo pravzaprav eno moje večno vodilo v življenju. No? Zaenkrat se tako kaže, da je prav. Si pa vmes imel ta izlet na tuje, tudi fizičen, ne? Si pri 19 letih si odšel v tujino. Kakšna je bila pa ta izkušnja? To si kar čez noč se odločil, grem. A veš, da zdaj je točno 22. decembra je bilo 11 let. Obletnico. Ja, obletnico. A si se to čez noč odločil? Ja, dobesedno čez noč je bilo. Mislim, da je bilo november 22. Jaz sem zelo z datumi. 22. november je bil in sem si zabukiral karto za 22. decembra. Mami sem rekel, samo grem malo za nekaj časa tja. Enosmerno karto. Ja, ampak tako sem za nekaj par mesecev grem. Ampak sem že vedel, da to ni samo par mesecev, ampak da hočem pač iti v nek nov svet. In mi ni bilo žal, niti sekunde in marsikaj sem tudi preživel v tej Angliji in se izoblikoval. In v bistvu celo svoje odraslo življenje, večino svojega odraslega življenja preživel tam. Jaz v Sloveniji živim svoje odraslo življenje šele 3 leta pa pol, ker sem nazaj. 4 leta pa pol, ter sem prišel. Tako da večino svojega odraslega življenja sem se jaz tam postal to, kar sem. In kako je bilo, ko si prišel tja? Si imel kakšen plan? Si vedel, kje boš živel, kaj boš delal? Ne, imel sem samo ene prijatelje iz tam, ker sem jih poznal na Bledu, ker na Bledu sem iz Bleda, in turistično mesto. Pa sem bil mal en mesec tam, dokler nisem našel neke službe, pa sem našel službo v fast foodu nekem, pa s trebuhom za kruhom, kolikor sem našel kako delo. Sem pa zelo iznajdljiva oseba jaz, in sem kar hiter, šel sem na razgovor za marsikatero službo in tudi kar dobo, in zato, ker sem rad govoril in je bilo to ljudem všeč. Tako da nekako ni bilo nikoli zime zame v tem smislu, čeprav sem bil tudi kakšne težke trenutke z finančne. Zime finančne. Ja, zime finančne. Ampak ne, na koncu dneva sem vedno nekako najdel svojo pot tudi v tujini, Kako si pa tam izoblikoval tudi to svojo glasbeno kariero oziroma nadgradil? Veliko si pel, ne? Za nekaj časa si pa tudi opustil petje. Ja, za 2 leti sploh se nisem s tem ukvarjal, malo se mi je zameral. Takoj, ko si prišel, si... Ja, zameral se mi je, ker sem prej pel toliko let v Sloveniji. Zdaj, in sem počel, oziroma pel in ustvaril brez nekega pomena. Jaz sem samo pel, ker je to bilo zanimivo meni. Pa sem bil pa tako, ne mi bilo všeč, nisem šel ne na maturanca, ker sem skozi nastopal, nisem šel ne tja, nikamor nisem šel, vedno sem imel nastope vsako soboto in nedeljo, nič pa nisem imel tega. Tudi če gledamo na dolgi rok, nisem živel od tega, vse je bilo v bistvu strošek, meni in mojim staršem takrat. Pa se mi je to zelo zameril, sem bil tako, očitno to ni glih nek najboljši posel, I guess. In marsikatera stvar se je tudi zgodila in mi preprosto ni bilo več za biti v tem. Če moraš očitno početi nekaj, o čemer nisi iskren, ker jaz tudi sem pač delal in pel. In tudi v tujino nisi šel z namenom, da boš tam gradil glasbeno kariero? Ne. Jaz sem samo šel z namenom, da pač grem. Da preizkusiš svoje... Pa hotel sem ful živeti normalno življenje, ker ni normalno življenje, da si ti pri 12 do 19 leta vsako soboto in nedeljo na odrih. Jaz sem takrat bil na koncertni turneji s Tanjo Žagar in tako naprej.
In to so bili veliki koncerti, zelo tako resni tudi. In jaz sem imel že neko publiko in tako. Nisem zdaj jaz bil neka Heidi, kot je bila takrat. Ja. Si So bili lahko v drugi časi. Ja, v drugi časi si pa sam predstavljam, kako je bilo njej, recimo. V vsakem primeru je bilo to neko drugačno življenje in jaz sem šel, jaz hočem imeti normalno službo. Jaz hočem, tako kot so moji sošolci prodajali sladoled, jaz tega nisem delal. Pa je tako bilo, zakaj bi kdo to hotel. Si bi bili radi slavni. Jaz sem pa ful hotel, ni mi bilo nikoli všeč, da je moja zgodba ni imela zgodbe. Da sem jaz pač samo, pri 12 začel peti, dobil me je menedžer in zdaj sem jaz kar postal slaven. To je bilo prehitro. Meni je to bilo čist prehitro, nisem imel jaz nič niti zadat. V čem bom jaz na intervjuju govoril? O svoji težki poti, ni bila glih. Jaz sem bil star 12, tako je me dobil menedžer, zdal sem albume, video spote, jaz pa sem nekdo, ki išče zgodbo pri drugih in če iščem pri drugih, jo moram tudi sam imeti. Pa sem si jo pa ustvaril. V vseh teh letih sem si jo pa kar ustvaril in si rečem, včasih je pa tudi bolj brez zgodbe. Ja. In potem, kako je pa prišlo do tega, da si se potem v Veliki Britaniji spet začel ukvarjati z glasbo? Zato, ker ne moreš. Te spet poklicali nazaj. Ne moreš, ker pa sem pa delal v fast foodu najboljš, kar sem lahko. In sem bil odličen. Si napredoval? Ja, najprej sem bil sandwich artist, tako je bil moj. Pa sem pa postal že neki že večji leader, neki team leader. In pa sem bil tako, pa še vedno mi ima nek šef nekaj za reči, kaj vse ni v redu, ko delam sandwich. In tako ni, da ni skozi nekdo nekaj. In sem bil pa jaz tako, čakaj zdaj. V vsakem primeru očitno bo vedno nekdo nekaj rekel. Pa zdaj delam sendviče ali delam vsaj tisto, kar delam. In vsaj tisto, kar jaz dejansko sem in v čemer sem jaz najboljši. In to je bilo petje. In sem se moral vrniti tudi zaradi tega, ker mi nekako, ne vem, duša to išče. Res si prazen, res nimaš nič zadati. Jaz sem lahko gospodinja doma in perem cel dan in čistim in vse to sem že delal sam sebi 1 leto pa pol, ampak to res nisem jaz. Človek pa more vedno iti proti tistemu, kar on je. Sem pa rabil nekaj časa, da sem se vrnil sploh. Glas tudi gre. Jaz sem kar zgubil glas, ker to je mišica, ki jo moraš stalno trenirati. In je 2 leti nisem. Jaz mislim, da 1 leto dobesedno sploh nisem doma zapel. Niti potušam. Ne, toliko mi je bilo to tako, ne. Zgubil sem tudi vso samozavest, da jaz to sploh znam, jaz sem sploh še dober, ful je bilo nekih, ampak mislim, da to tudi pride z leti, ker sem bil ravno 20, ta prehod iz srednje, postaješ odrasla oseba, prvič si samostojen, ne veš, kaj hočeš, kaj nočeš, tako da je bil ta prehod itak, po mojem, najtežji. Pa še v tujini si bil sam. Pa še v tujini čist sam, tako da nisem niti jaz. Dobro sem ja i prošel. Kako si pa potem se tam lotil, a si šel v pevski zbor, si trgal na vrata, pel bi, ne vem, šel na karaoke? Ja, na karaoke sem hodil, pa sem najprej v enem zboru začel, čistko nekem lokalnem. Pa sem pa, ker sem šel na karaoke, videl, da tudi v tujini jaz skoraj dobim tako nek ful odziv. Jaz sem pa mislil, da to pač Slovenija je mala in v Sloveniji tako malo ljudi, pa v Sloveniji ti pač govorijo, da ful dobro poješ, ker itak je tako malo ljudi. Kaj je sem, ne. Pa sem pa videl, da v Angliji me tudi tako, oh boy, he can sing, wow. Jaz sem tako, očitno sem dober, ne, pa sploh nisem še toliko dal sebe v to. Pa sem pa začel. Pa je pa bilo 6 ur na dan. Ni bilo, da sem jaz dal sebi urnik, 6 ur na dan boš pel. Tako je bilo, jaz sem prišel po službi domov, slušalke in pel. In si izpopolnjeval glas, gledal videe na YouTubeu, ker nisem imel denarja, da si plačam vocal coacha, ne. A so se sosedje kdaj pridružili? Ja, so. Enkrat sem pel, medtem, to ne bom nikoli pozabil, na glas, ne vem, kaj sem pel.
Nekaj od Michael Jacksona, na polno, gospel, in trka sosed. Nekaj se je zgodilo z njegovo mami v tistem trenutku, ne vem, kaj je bilo, ali se je zlomila po stopnicah, ali se je nogo zlomila, ne vem kaj. Jaz pojem, medtem ko se je vse to dogajalo, in on niti ni prosil, da pridem pomagati ali karkoli, sama sem lahko ti. Da zrihtajo. Jaz tako, sramota, ampak jaz moram vaditi. Moram. V glavnem, da se vrnem, takrat sem jaz začel peti vsak dan po kar nekaj ur na dan in neobremenjeno. In to je bilo nekaj najlepšega. Ker prej je bilo vedno obremenjeno v Sloveniji. Šel si na nastope, moraš biti tako, moraš blablabla. Neobremenjeno je bilo, sam sem bil pod kontrolo samega sebe, prej si bil pod založbo in sem sam pel. To, kar sem jaz hotel in kakor sem jaz hotel in sem odkrival svoj glas. In je to bilo tako, ko sem dojel sem, da sem jaz v bistvu tenor. Jaz sem vedno mislil, da sem bariton. Ne? Bariton je srednji moški glas, ne? Tenor je pa najvišji moški. Jaz sem tenor, sploh vedno nisem. Toliko sem sebe odkrival in je to trajalo kar nekaj časa in sem pa vedno bolj šel v to petje in se vrnil. Šel v gospel zbor. Celo neke zmage ste dosegali, ne? Ja, tudi kot najboljši gospel zbor BBC UK Gospel Choir of the Year. Moj mentor je potem tudi postal Wayne Ellington, ki je tudi pel na Kraljevi poroki od Meghan pa Harryja in tako naprej. So to bila že res velika imena. Bilo mi je to tukaj lepo, ker sem bil tako, wow, vidiš, vse si ustvaril, res to, kar si je tako sam, ne. Je pa bila razlika, da sem pa v Angliji jaz v bistvu dobival potem neke priložnosti največ kot back vocalist, ne. To pa pol tudi nisem. To je pa bila ta turneja s Take That in daj povej kaj o tem, no, to nas vse zanima. To je pa prišlo do tega sodelovanja. Klic je bil in jaz sem dobil ta klic, there's an audition going for Take That to be backing vocalist, ne. Audicija za Take That, če hočeš biti back vocalist, prid. Me je klical Wayne, jaz ko, ok. In sem bil. Sem odpel na te audiciji, sem šel in je bilo to. Zelo hitro se to vse odvijalo, ne. In kako izgleda ena taka turneja s takimi mega zvezdniki? Čist ista kot vse drugo. Aha. A veš, čist vse je isto. To so samo imena, ne. Vse je isto, ko sem šel, ne vem, na nek koncert v Sloveniji. To je šel biznis. Vse je isto. Tudi nek intervju, tudi kamere, ko so snemali Take That, ko so imeli intervju, mi smo bili pa zadaj. To je to. A si mogoče te bolj intenzivno to doživljal, ker so vseeno verjetno večje publike, večja euforija, ne? Ne, ker oni niso nikoli dali tazga občutka. Aha, niso zvezdniški. Ne. Zelo prizemljeni in zelo normalni ljudje. Z njimi smo praznovali od Howarda rojsten dan, tudi se prav spomnim. Gary nas je vse snemal, ko smo mu peli in tako. Zelo je bilo ena taka, res si rečeš, pismo, največje zvezde so v bistvu najbolj normalni ljudje. A to velja tudi v Sloveniji? To pa ni namen, da ne vem. Ne vem, ker jaz imam zelo mali. Po izkušnjah? Pa vem, kdo pa je največje. Veš, to je težko, v bistvu, kdo so največje zvezde. Ne? To je težko, ampak v tujini si pa... V tujini sem imel ta pa težko je meni gledati tlele nekdo kot zvezda, ker gledam bolj na kolege, ne, kot glasbenem. Ampak mislim, da ja, v Sloveniji, jaz imam svoj krog ljudi, ker smo recimo jaz in Ines Erbus, ne, ja, pač normalni ljudje, ne, vsakdanji. Prizemljeni. In to je ful pomembno, da imaš to, zato ker sem se to tam zelo naučil. To so ljudje s takimi uspehi. Tudi Wayne, ne. On je delal s Tom Jonesom in tako naprej. To so taka imena, vse skupaj. Jaz sem z njim šel na kavo, it was normal, vse je normalno, ni ničesar, jaz se lahko od njega naučim marsikaj in tako naprej. In pa si rečeš, pa kdo pa pol jaz mislim, da se bom zdaj jaz kaj neki. Jaz imam svoje diva zahteve. Ampak
vse to je tako zelo na moj način. Pač ja, rad imam, da se me snema z levega profila. Hvala Bogu, danes nisem rabo jaz to osebej zahtevati, ampak Je vesolje naredilo svoje. ampak se je tako pač naredil, da tle sedim. Ja, poanta Take That so bili ena res, res lepa izkušnja v smislu, da sem res dojel, kako je v bistvu vse tudi dosegljivo. Vse je dosegljivo. In če bi jaz hotel takrat nadaljevati v Angliji v tej smeri show biznisa in petja, bi. Sam so se mi, kot sem rekel že prej, odprla vrata bolj v back vokalističnih vodah. Jaz sem pa že tam, ker smo bili back vokalisti zelo preveč istopo, ne. A so te mogli kaj meriti? Ne, nisem me. Bolj so ostali in govorili, še posnetki so, you have to be like David. Ne, here's more like, in jaz ko, zato ker jaz hočem biti spredi. No, ampak usoda te je pa vseeno pripeljala nazaj v Slovenijo, ne? Is- Prišel si v šov, Znano brez ima svoj glas, tam se te spomnimo. Kakšna je bila pa ta izkušnja? To je bilo Kako to, da istega- si rekel, ja, Se si to se je tako bilo- odločil? Ja, ne. Se to je bilo istega leta, to se je vse istočasno dogajalo Aha. kot Take That. Jaz sem medtem, ko sem hodil na turnejo s Take That, moral se še snemati za Znano brez ima svoj glas za audicije njihove in tako naprej. In še imel sem službo istočasno. Moji dnevi so bili od 7 zjutraj pa do 2-3 zjutraj. In sem spal po 3 ure na noč, da sem vse lahko oddelal. Tako da je bilo kar intenzivno, ampak sem imel pa cilj in oni so mi samo napisali, mi iščemo za Znano brez ima svoj glas, vemo, da si včasih pel v Sloveniji, kaj praviš? In sem takrat vem, da sem Ines klical in sem bil tako, ja, valjda bo šel. Jaz imam tukaj službo, neko življenje sem si že končno, sem si neko življenje že začel graditi, imel sem že svoj avto, kao, nekaj sem si, sicer na leasing, ni bil njih moj. Ampak, veš, to je že uspeh. Vodi te je. Vozil me. Kaj pa vem, imel sem že, začel sem si graditi live. Ampak sem bil tako, da take priložnosti se pa ne spusti. Pa sem pa pač šel. In sem imel v svoji glavi, ok, grem to oddelati, pa se bom vrnil v Anglijo. Čeprav sem jaz vedel, da se ne bom vrnil v Anglijo. Jaz sem vedel, da je to moja priložnost, da se pokažem tako, kot najbolj znam. In zame so taki šovi perfektni, ker v takih šovih jaz lahko pokažem marsikaj. Da sem pevec, igralec, plesalec in da je v bistvu umetnost moj life. Ne. Kjera vloga ti je bila najljubša? Spomnim se, Ceca je bila, Jim Carrey, Khalid Bešli. Jim Carrey. Justin Timberlake. Justin Timberlake, Justin Bieber. Oba. Oba. Ja, oba. Jim Carrey mi je bilo tako dober, ker sem se lahko znorel pred kamero in sem takrat prvič v življenju lahko spustil vse ventile. Je lažje, ne, ko imaš masko gor. Tisto daš tudi zmago. Ja, je lažje, ker nisi ti. Ceca mi je bilo všeč, ker sem lahko se malo pogovoril s sabo in bil tako, ok, sprejmi to svojo žensko stran. Lej, kakorkoli mi obrnemo, vsak moški, hoče ali noče, ima tudi to stran v sebi. Tako kot ima vsaka ženska moško stran v sebi. Kakorkoli neko, imamo vsi nekaj in jaz sem takrat bil tako, sprejmi in embrace it. In si v bistvu zelo navdušil takrat na izpitih. Ja, pa, tako da mi je bilo to ok, lahko to. Ful sem se spoznal, še če mi je bilo tudi, da ni bilo izpadanja. Da nisem imel tega pritiska, ampak sem si lahko zgradil svojo zgodbo 12 tednov, ker če bi bilo izpadanje, jaz bi v prvi vdaji izpadel, ker jaz sem bil v prvi vdaji zadnji. Pa ti pa pove, ne, da včasih je v življenju treba ljudem dati priložnosti in šanse, ne, da se lahko še večkrat pokažejo, ker pol so me pa s časoma ljudje vzljubili. Na prvo sem pa jaz vedno nekako pri ljudeh tako nekaj ali čudnega. Zakaj misliš, da je tako? Ali Ker imaš novega. preveč energije, drugačno energijo. Nismo navajeni, mogoče tudi Slovenci ne, da je nekdo kar tako direkten. Sej ne vem, ali je to samo moje opažanje. Se lahko je to samo neko subjektivno, mogoče sploh oni mene ne doživljajo tako, kot jaz zdaj to mislim, ampak neko moje opažanje subjektivno je, da na prvo niso ziher. Nikoli niso, kaj,
nekako sem čuden, I guess. Tam ne vem zakaj. Ampak sem se jaz to že navadil, da se me na prvo zelo, mogoče celo podcenjuje, ja, večkrat, ampak jaz sem to že kar sprejel. Ne vem. Če bi jaz vedel, zakaj, verjetno ne bi bilo več tega. Ker bi Pa ti kdaj kdo reče, od začetka me res ne Ja, skriva. Ja. Zdaj, Potem ko ni samo tvoj občutek. Ja, prav. Ne, zdaj, ko sem šel na Hrvaško, na Superstar, so mi vsi kandidati to rekli ostali. Aha. Zdaj sem jim pa najljubši. Ampak vsi. Se sem jaz rekel, pa vidijo sem, nikoli ni htio pričati sem. Pa ti si tako, kad uđeš v prostor, kao, nešto, jaz tako, So mogoče malo ljubosumni na te? ne vem. Ampak v vsakem primeru, ne Ker po vem. drugi strani žirija te je pa takoj vzljubila. Ja, to pa so. Daj povej, kaj je v tej izkušnji. No? Seveda ne moramo mimo tega, kako te Severina lepo kako pa je to, da te taka zvezdnica tako lepo pohvali in da ji sežeš do srca. Ja, lepo, ne. Si pričakoval tako odzive? Ne. Ne vem, šel sem ful brez pričakovanj, šel sem zelo, nimam nič za izgubiti. Želel pa sem si, ja, da so taki komentarji. Medtem, ko je govorila, sem bil tako, mogoče tudi, veš, ko oni govorijo, sem jaz sam tako, ok, zdaj imam dve možnosti. Ena je, da jokam od usičanja, sem tako, o moj bog, Ali pa se delaš kul? ali pa sem pač cool, ne. In rajši izberem tisto cool. Nikoli nisem maral nekaj preveč kazati čustev, jokati, se mi zdi, da to najbolj dela med tem, ko pojem. To so vsi opazili, da jaz med petjem dam vsa svoja čustva ven. Ostalo je pa vse zelo lej. To je pogovor, ne rabim kazati svojih čustev in solz. Moja Kaj pa, ko zgodba. si za nazaj pogledal, te kaj Ja, ga ni valjda. med 4 scenami. Valjda. Ko sem gledal audicijo, vse mi ni bilo nič jasen. V bistvu sem bil zelo ponosen na se. No. Mogoče sem celo čakal na en tak trenutek, ker marsikdaj, mislim, jaz sem to zdaj že na enem intervjuju zadnjič že povedal, da se ne bom ponavljal, mogoče bom zdaj malo drugače obrnil besede, ampak marsikdaj sem si v Sloveniji želel slišati vse to, pa nisem. Vse te lepe besede. Marsikdaj, v bistvu nikoli nisem. Tako da sem potem tako... Od koga bi si to želel slišati? Od publike, od nekih Ne, žirij? publika, ne, publika... Imam to srečo, da me je publika vedno imela rada. Ne? Tako da, ko govorim v Sloveniji, nikoli ne ciljam na publiko. Ker stroko glasbeno, na koga? ljudje, moram reči, ljudje na položajih. Aha. Verjetno ne političnih. Nekih glasbenih, uredniških. Sem tista stvar, ki me je najbolj zanimiva in ki mi je ustvarila to, da sem postal malo bolj zrel in odrasel, je to, ko sem dojel, da je še neki tako lepi stvari in kot je umetnost in nedolžni in ja, kot je glasba in umetnost, je politika zelo prisotna. In takrat sem bil tako, o moj bog, to je realen svet, ne? In ja, to je realen svet. Da je pravzaprav politika povsod. In meni je bilo samo všeč, ko sem šel v tujino, da tega takrat, vsaj v tistem trenutku, ko so oni dajali svoje komentarje, vsakič, ko so dajali svoje komentarje, ker je tega bilo večkrat, veliko tudi ni bilo pokazanih njihovih komentarjev, lepih, da ni bilo tega občutka politike. Na koncu dneva mogoče je, kje, ko pridejo ali glasovanje ali kakorkoli, bla, 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 ampak ko so oni govorili z mano ena na ena, tudi pred kamero, tega ni bilo. In mogoče le tam te politike ni bilo do mene, v Sloveniji pa pač je velikrat. Ne. In kako se s tem spopadaš? Vse. Pač vse, kaj pa naj naredim. Velikrat se počutam tudi. Razmišljal sem večkrat, ko grem, zdaj dvakrat sem šel na intervjuje, a želim govoriti o tem, ker jaz sem vedno tih in vedno je vse lepo in se je, ker moje življenje je zelo lepo. Vzgojen sem, da se nikoli ne delam žrtve, ker ne maram tega, kot sem ti že prej rekel, ne boš od mene videla solz, prej boš videla eno zelo, zelo dvignjeno glavo, ampak je pa pol pride človek do nekega momenta, ko si reče, je realnost je pa tudi
drugačna in je mogoče treba povedati in se malo zavzeti zase. Ne. Zdaj, a si vprašala, kako se spopadam s tem? Ja. Ali Ali probaš ugajati potem bolj, ali se boriš proti Ja, temu? sem želel, ja. Sem želel, pa se je pač ta stvar spremenila tako, da sem spoznal, da mogoče sem tu in tam kar večino časa sam proti vsem, ker je moja zgodba zelo specifična za Slovenijo. In to jaz vem, da je specifična, ker jo jaz živim. In vem tudi, da je specifična, ker sem jaz edini, ki jo živim v Sloveniji, kot glasbenik in pevec. Javno. In s tem razlogom je tudi ogromno stvari zadaj, s katerimi se jaz sam moram spopadati, s katerimi se marsikdo ne. To ne pomeni, da drugi nimajo težkih zgodb in težavnih. Nimam pa jaz nobenega niti zatočišča, nekoga, ki bi mi pomagal, svetoval, nekoga, ki je to pred mano naredil na tak način in tako naprej. Sem sam svoj bojevnik. Dobro, da sem lev po horoskopu. Da se boriš. Da se borim. In hvala Bogu, da imam tako dobro publiko, mojo, ki me spremlja v vsakem primeru, karkoli jaz počnem. Ali pojem, ali plešem, ali sem voditelj, ali pojem slovenske pesmi, ali pojem hrvaške, srbske, sevdalinke. Oni so vedno tu, ne, ker imajo mene kot pevca radi. A imaš nek svoj krog ljudi, kamor se pa vseeno lahko zatečeš, da veš, da so vedno zate, v smislu pravih prijateljev? Prijateljev, ja. Se to je največje bogatstvo. Ines, Nika, Dina, ajde. To so te, Mašika, Nermina, imam te nek svoj krog ljudi, vse so to ženske. Ki jih lahko pokličeš kadarkoli in veš, da so tam zate. Ja, ker je pomembno to imeti, se pravim, če nimaš tega pol, a veš, oni pa vse morajo razumeti a veš, tudi tvojo, to so ljudje, ki so s tabo res čisto od začetka, ne. Predvsem Nika in Ines sta z mano od mojega 12. leta in ona dve vesta celo mojo pot, celega mene in jaz njiju, ne. In če ima človek to v svojem življenju, kaj pa rabi še več, ne, ker konec koncev, ko se vse konča, to je tudi tvoj pristan, kot sem prej rekel, tvoja družina, so pa tudi prijatelji, ne. Je pa tista družina, ki si se jo zbral, ne. To je izbrana družina, ne. In one to so. Tako da, sej ne vem, kako bi bilo, če ne bi bilo njih, ne. Sej. So taka opora. Ja, mislim, konec koncev, kot sem prej rekel, sem sam proti vsem, ampak imam pa zadnji vse zaletje, ja. Imaš tete iz ozadja. Tete iz ozadja. Pa ne vem, pomembno je tudi sprejeti to, da so ženske ena zelo, zelo močna bitja, s katerimi se jaz zelo, zelo, zelo dobro ujamem. Nekako tudi tudi ženska kot ženska ima velikokrat težjo pot kot moški. In to je zgolj dejstvo. In s tem razlogom se mogoče ženskami, ker se one znajo boriti, ne, sej marsikateri moški tudi, ne, ampak je pa ženska, vedno tista glavna, ne. Mojih očeh. In ni v šov biznisu nič lažje, če uporabijo svoje čare ženskam, ne? Kakšne čare? Ženske čare, ne? Vseeno publika ima rada to. Ja, sam zaradi teh svojih ženskih čarov jim marsikatera stvar tudi je očitana. Da se te morda kateri ženski čari uporabljajo tudi takrat, ko se ne. Ja, to je pa le vaša percepcija. Ja. S tem se jaz soočam. Na nek drugačen način, ne. Z ogromno nekih predpostavk. Prej si dejal, da si z leti vedno bolj zahteven do sebe. Kako to? Si ne daješ nič odpustkov? Ne vem. Mogoče sem vedno bolj realen. Ne vem. Prišel je perfekcionizem.
spet bom rekel, nočem, grozno mi je, ker govorim o svojih zgodbah, pa si tako, nočem nikjer izpasti žrtev, sploh ne, ampak veš, človek se navadi. Jaz marsikdaj moram biti brez napak, marsikje, da dobim kako priložnost. Tu in tam pa kdo naredi marsikatero napako, pa to priložnost dobi prej od mene. Spet, not a victim. Ampak to je tako kot črnc v državi, neki drugi, kjer more biti, glih sem gledal intervju Michelle Obama, evo. In v bistvu je rekla nekaj takega. Ona kot črnka na položaju je morala vedno vse narediti perfektno. Zato, ker jo bojo prej zaprli ta njen to njeno priložnost, nekakokoli, ji bojo prej ji bojo odvzeli, kot pa nekomu, ki je belc. Meni spregledajo napak. In jaz zelo to verjamem, ja. Mislim, jaz imam ni več občutek. Izkušnje, verjetno. Ni več občutek. Tako. Da ne bova zdaj šla pregloboko. Vseeno me zanima, no, kje si pa glasbeno, kje je David Amaro glasbeno, ustvarjaš kaj zdaj? A ti zapojem kaj? No, da malo razbiva to napetost. A je napeto? Malo tako, ko je ena kriminalka nekaj. Sej življenje, a veš, življenje je tako, ne? Ja, mora biti napetost. Življenje je občasno. Tako. Glasbeno ja ustvarjam, ne? Zdaj, vsakdo, ki me spremlja, ve, da jaz pojem vse. Bil sem že na EMI, kjer sem pel slovensko pesem 2 leti nazaj. Tudi kar nekaj slovenskih pesmi sem že odpel. Sem tem času 4 letih, odkar sem nazaj. Ustvarjam srbo-hrvaško. Velike hite ustvarjaš, ne? Nekaj se je že zgodil, ja. Nekaj se je že zgodil. In zdaj pa vedno nekako spreminjam žanre. Aha. Nisi se še iščeš ali pač si vse povsod in ti to ustreza? Kaj pa vem, ljudje rečejo, da se človek išče. Mogoče sem se vsa ta leta iskal, ja, se to sploh ne izključujem. Vedno je bila pa ena tista linearna črta, ki je pa vedno bila ista, in sicer, da sem v vsakem obdobju sem pa vseeno vedno imel neke pesmi, kjer sem pel. Tako kot je bila na EMI Še vedno si lepa, pa mi je bilo vseeno, ker so vsi imeli neke moderne, pa ne vem, kaj jaz sem hotel odpeti, tako. In vsako leto je bilo tako. In to je, pa sem mogoče dojel, da ja, to je tista neka, še ko sem šel na Superstar, je tudi bila Lejla. Te neke močne vokalne pesmi, to iščem zase, ker to rad počnem in ljudje me radi poslušajo o tem, ne. Tako da rad bi šel v tej smeri glasbeno, kar pa ne izključuje, da jaz ne bi spet tudi kaj hitrejšega in tako naprej. Če bi bilo po moje, jaz bi posnel letošnjem letu en slovenski album s samimi slovenskimi pop pesmimi, močnimi tudi baladami noter, kot ima Oto Pestner recimo in tako naprej, in en srbo-hrvaški album, ki ima gor hitre in tiste močne balade, kot so Lejla. Jaz bi vse to, ampak to več ne gre. Tudi finančno in tako naprej je kar velik zalogaj. Tako da jaz moram svojo vizijo prilagajati, ne. Lahko se reče, da se človek tudi išče, ja, veš, verjetno se še iščem v tej smeri, ne. Ja, se si komaj 30 duhovno, ne. Vse dneve, tedne in leta, 30 let. Ja. Rosno mlad za te čase, ne. Lete mi 30. Res je. Ja, rosno mlad, ne. V glavnem, David, jaz za konec, ne, počasi prihajava k koncu pogovora. Pa to je takole menilo. Pa še nič nisem povedal. Nič ne. Ja, mislim, da si vrgel par takih drobtinic za diskusijo. Ja, saj ste Slovenske novice. Bomo že kaj naredili z tega, ne. Vi to iščete, ne. Jaz pa pripravim za konc 3 potencialne časopisne naslove, ki bi jih lahko brali v mojem gostu. Se pravi, jaz se izmislim, ti pa poveš, A res? Če je možno, da bomo to kdaj brali o tebi. Okay? Tako, ko malo pogledamo v stekleno kroglo. Jaz verjamem v manifestiranje in zdaj me je strah. Ne, se so same luštne zadeve. Okay. Prvi je takle. David Amaro posnel duet, želeli sta ga Ceca in Severina.
Katero bi izbral? Ena sodelavka me je izvala, da vpraša, katera mu je ljubša, Ceca ali Severina. Če bi ti obe ponudile duet, s katero bi šel? Pa ne smeš reči obe. Verjetno si že takoj pomislil na eno bolj kot na drugo. Ker je vsaka na drugačen način, zakaj? Ne veš? Ne smem. Ne smeš. Okay. Ne smem, veš, mene obe spremljata na Instagramu. Aha, ok. Da se noč zame, da ne bi kakšne priložnosti zapravil. Res ne smem. Sem hotel zdaj, pa sem tako, ampak tudi jaz ne vem, če je to res in prava odločitev. Okay, pa kje, ne moč mi dati take izbire. Jaz sem zelo slab na ženske močne izvajalke. To so dame, dive. To je tako, zdaj mi še Heleno Blagne zraven, pa bom tako, šta jaz znam? Pa Whitney Houston, ne morem. Celine Dion? Mogoče ne, ja. Drugače ne. Pologram. Ja, ne. Torej, nisi mi odgovoril? Sorry. Okay. Damo vprašajček. Se včasih moraš tudi ne vsega odgovoriti. Davida Amara bomo gledali v resničnostnem šovu. Če bi te povabili, bi šel v kateri od... Bil si že v Znan obraz, kuhal si, mogoče te mika kaj, da bi šel izven cone obdobja, kakšna kmetija, ples. Sam, to ni to resničnostni šov. Aha, bi šel v to varianto Big Brother, da te zaprejo. Če mi rečeš resničnostni šov, pomislim na to, ker Znan obraz tudi ni bil res resničnostni šov, to je v bistvu šov. No, šov, ja. Zvezde plešejo, bi šel, ja. Bi šel? Bi šel na Zvezde plešejo. Mislim, da bi šel. Videl. Kaj drugega pa ne. In to sem dojel, ko smo snemali Riba Raca Rak, ker to pa je bilo mal reality in jaz se tega nisem zavedel. In je prišla sreda in jaz sem v sredo že bil tako, dajal sem izjave in sem bil tako, že prav videl se mi na obrazu, da sem tako, alah ne več me snemat. Aha, ti ni odgovarjal. Ni mi bilo sploh, ker sem bil tako, jaz sem zelo 24, počutim se 24 ur na dan, nimam nobene privatnosti. To so verjetno intenzivna snemanja. Ne smeš imeti slabega dne, jaz ga pa imam. In sreda, prav spomnim se, da je bila sreda, sem bil tako, zdaj sem pa že zmatran. In tudi, ker sem delal, ker sem bil v službi, ker sem delal v fast foodu, so srede bile mi najhujše. Podelka do petka. A ja, ne ponedeljek, sreda je tvoj črni dan. Sredina tedna in si že zmatran, ni konca, ni začetka. Tako da ne bi šel nikoli ne bi šel noben resničnostni šov. Nisem grajen za to, pa sem mislil, da sem. Aha. Meni se tu zdiš tak model, da bi delal šov in da bi vse direkt povedal. Ne, zato ker me to zelo... Da bi spovednica gorela od tvojih izjav. Ne bi šel. Bojim se. Ne smem se jaz usesti v to spovednico. To je tako, kot so vzeli Adele njeno geslo do Twitterja. Z razlogom, ker bi si uničila kariero, je rekla. Zato jaz tudi ne smem. Jaz imam včasih, vedno sem mnenja, da včasih je bolj, da kakšne stvari se ne rečejo in ne povejo. V resničnostnem šovu pa to nimaš možnosti. Jaz pa to svoje 100% samega sebe dam le svojim doma. Ali to najbolj pametno? Ja, mislim, da vsi tako živimo. Pa na odru, ampak na odru ne rabim glih za nekih svojih mnen najbolj govoriti, kot pa sam zabavati ljudi, ne. Ok, potem pa še tretji naslov. David Amara odhaja v tujino, tam si bo zgradil kariero. Te vleče še, kaj je ta tujina, so odprta vrata tam? Nikoli ne reci, nikoli, mogoče Balkan, da me vleče Anglija, tja dol, ne. Te še kdaj, ste kaj na vezi? Smo, grem z mojim gospelzborom, mi smo res blizu povezani. Hodili smo skupaj na turneje 2 leti, to je bilo Francija, Nemčija, Poljska, Bolgarija, pa ne vem, kam smo vse še šli. Smo ogromno prepotovali skupaj in smo res blizu. Tako da, ampak da bi pa šel tja graditi kariero, ne. Meni to ni zanimivo. Tudi, če bi jaz postal tam zvezda, to sem tudi že razmišljal, tudi, če bi jaz postal neka zvezda v Angliji, kakorkoli, jaz prvo nikoli ne bom njihov, niti imam jaz tam neko kulturo, niti sem to jaz. Jaz sem to. Jaz sem Slovenija.
Jaz sem Slovenijo tudi, ko grem v tujino. Jaz sem Slovenec z balkansko vzgojo, ki mi jo je moja goca dala. Ampak bom pa vedno nekak Slovenec, ne? No, čeprav v Sloveniji to nisem. Ironija, ne? Ironija. To je pa ironija. Saj to sem že nekaj rekel. V Sloveniji to nisem. Kako ti je mami ti rekla, ko si bil na Hrvaškem? Evo, zdaj si pa Slovenec. Ja, pisali so Slovenec David Amaro. Je moja mami me klicala. Si nekonačno si Slovenec. A jaz cel life sem se boril skozi, da dobim to, da me Slovenija sprejme. Ampak mislim, da to prihaja še iz šole, veš, ko smo bili mlajši, pa so nas zafrkavali. Busancu na tretje, ne. Meni je to zdaj tako zelo simpatično in nimam težav s tem, ampak zelo ironija, ne. Tako da ne, če bi šel v tujino, bi šel Hrvaška, Bosna, Srbija, Bosna, obožujem Bosno, itak mi je to drugi dom. Ti ni toliko tujina, ne? Ja, tako da moji se iz tam, ne, nočem več iti nekam, kjer se ne počutim povezanega s svojo domovino, s tem, kar jaz sem, kdo sem. Zelo lepo si zaključil. A sem, ne? Ja. Zahvaljujem se ti za obisk, ne, upam, da te bodo vsi sprejeli tudi tukaj v Sloveniji za svojega, da se ne boš več boril s kakšnimi strici iz ozadja. Da boš lahko gradil glasbeno kariero, tako kot si jo želiš. Hvala, sej sreča je ta, da slovenski narod v bistvu vidi dlje od tega in me sliši in vidi in čuti, a ni to lepš, kot pa da je obratno, pa da te samo strici iz ozadja, narod pa ne. Pa nimaš publike, ne. Tako Ja, da- mogoče je že bolje tako. In sigurno sem v bistvu v prednosti. No, tako, želim ti, da boš slišen, viden in da pač boš imel čudovito kariero in da se še kdaj mogoče srečava tukaj v studiu, da Jaz se- poveš kakšen trač. Ja, ne vem, mislim, da prvo sveč lahko zvem. Mogoče, to pa potem, ko se kamera ugasne. Zdaj sem videl, sem, da z ene 3 intervjuje sem zdaj že zaključil, tako hvala Petra. Wow. To je to. Hvala, David. Vse dobro ti želim. Hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Se vidimo naslednjič.